Rada bi bila zraven, ko bomo lahko rekli, nobenega ubogega ni med nami. Je to sploh mogoče? Prva krščanska skupnost je to znala, zmogla že pred 2000 leti. Danes pa se to zdi vse prej kot mogoče. Zakaj? Čemu to ne gre? Ker svet vrtita dve besedi, pohleb in strah. Fotografija čudovitega žitnega mostu, ki ga je mestu in meščanom poklonil gospod Anderlič Jože 24.8.2010, na veliko večji tabli ter na bolj uglednem mestu je zapisano v angleščini in precej na manjši v slovenščini, pa tudi v manj ugodnem položaju, da je bil most zgrajen v času župana Zorana Jankovića, arhitekt je Podreka Boris in nazadnje omenjen donator. Komentar zagotovo ni potreben. Pa doktor Martin Luther King je moral umreti, ker nam je v 20. stoletju hotel dopovedati z nenasilnim odporom, da nekaj pigmenta več še ne pomeni, da moraš biti sužen drugemu. Naredimo prvi korak, ustavimo krivice. Smo tisto, kar ponavljamo. Odličnost torej ni dejanje, ampak navada. Tako Aristotel. Fotografija kaže malo siroto Ježka in krušno mater Mačko, ki sta srečna skupaj. Bi mi zmogli to? Seveda bi. Vendar je za to včasih potreben izjemen pogum. Poskusimo spremeniti tisto, kar lahko. Sprejmimo tisto, česar se ne da spremeniti. In prosimo za modrost, da bi ločili med obojim. Če rečemo, da ne moremo ničesar spremeniti, pomeni le to, da nas ne bo zraven. Majica pove zelo veliko in še več o ljudeh, kot je moja prijateljica. 5.6. gre 6. na operacijo malignega melanoma. Njena invalidska pokojnina pri 52 letih starosti ima varstveni dodatek pri skoraj polni delovni dobi. Je lahko bolniku še težje, govorim o dostojanstvu. Genocid v Darfurju, to je vojna za vodo. Ko vidimo naftovod speljan na Kitajsko in v ZDA, potem nam je jasno, zakaj domačini ne morejo do vode. Gibanje za pravičnost in razvoj pokojnega dr. Janeza Drnovška je umrlo z njim. Se bomo kdaj česa sploh naučili?